V vojašnici Jerneja Molana v Cerkljah ob Krki so s slovesnim postrojem pripadnikov 15. polka vojaškega letalstva zaznamovali dan slovenskega vojaškega letalstva. Na slovesnosti je zbrane nagovoril obrambni minister Marjan Šarec, ki je vojaškim letalcem ob prazniku čestital in napovedal boljše čase za slovensko vojsko. Kot se je izrazil, sta po sušnih časih proračuna za letošnje in naslednje leto spodbudnejša. Tudi kar se tiče letalstva, imamo ambiciozne cilje. Imamo namen vlagati v novo floto, imamo namen vlagati v nove kapacitete, predvsem pa tudi v gradnjo hangarja za novo transportno letalo, ki ga bomo pričakali po vsej verjetnosti letos. Namen pa imamo kupiti še eno transportno letalo. Mi smo veseli vsake nove pridobitve, kajti vsaka nova pridobitev pomeni tudi tehnološki napredek, pomeni izzive za mlade ljudi in pa seveda pomeni določene povečanje zmogljivosti slovenske vojske. Naloga 15. polka je, da pripravi vso potrebno osebje, da ta sredstva sprejme in jih, da rečem, na začetku uvede v začetne operativne zmogljivosti, čez nekaj časa pa tudi v končne operativne zmogljivosti. Tehnika, ki jo uporabljajo v 15. polku vojaškega letalstva, je stara približno 30 let. Posodobitev vojaškega letališča sicer traja od leta 2008, trenutno pa so v zaključku izvedbe prve od dveh faz. Vse skupaj investicija in NATO delež je 41,5 milijona evrov, slovenski delež pa je bil 32 milijona evrov. Od tega pa lahko rečemo, da v tem času, ker tudi Slovenija plačuje svojo članarino za te NATO investicije, mi smo do sedaj plačali 24 milijonov in glede na ta NATO delež 41,5 milijonov, lahko rečemo, da smo neto prejemniki v bistvu NATO sredstev pozitivno. Po besedah generalnega direktorja Direktorata za logistiko na Ministrstvu za obrambo se je druga faza posodobitve letališča že začela. Ocenjena je na 82 milijonov evrov, od tega znaša slovenski delež 22 milijonov evrov. V tem slovenskem deležu niso samo aktivnosti vezane za tudi podporno funkcijo slovenske vojske, so pa tudi taki primeri investicije, kot je izgradnja hangarja za ta naš objekt, za naš letalnik nov, transportno letalo in tudi druge vzdrževalne kapacitete za potrebe slovenske vojske, izključno za potrebe slovenske vojske. V Cerkljah ob Krki bodo v sklopu te faze uredili še nekaj drugih posodobitev, tudi skladišče za strelivo in infrastrukturo za zagotovitev zadostnih količin goriva. V načrtu je tudi obnova oziroma novogradnja kerozinovoda do letališča. Stari se odstrani, se pripravlja informacija v bistvu, kam naj bi šel ta nov kerozinovod, cevovod v bistvu, druga zgodba je. Ko bodo projektanti pripravili vse te informacije, pa glede na okoljska poročila, ki jih pa moramo narediti, takrat bomo imeli večje informacije. Na slovesnosti ob dnevu slovenskega vojaškega letalstva so najzaslužnejšim pripadnikom podelili medalje, plakete in zahvale 15. polka vojaškega letalstva, novemu tehniku letalcu pa letalski znak krilca.